Dobro jutro, dober dan. Ne čakaj pomladi, ne čakaj na maj, ljubiš lahko že sedaj. Prvomajski prazniki so za nami. Evo, in zdaj spet idemo po starih poteh, sužnje lastništva se vračate v sistem in kaj pa češ, tako je. Nimaš kaj, zdaj je najboljš, da kar pomagamo naprej sistemu, jebi ga, tako je, kaj pa češ. Ja, sej, eno je to, ki je pomoč sistemu, v drugi fazi pa je to negativno za nas. Na nas zelo slabo vpliva, kadar delujemo v teh sužnjelastniških podjetjih in tako, in imamo okupiran stvarmi, ki so daleč stran od tistega, zakaj smo pravzaprav tle. Zdaj, današnjo oddajo, mislim, sej vas vse razumem, malo pohecam, malo podražam, jaz samo bi rad nekako nakazal pomembnost tega, da se človek odlepi in zdaj eno je videti naven, da se pač odlepiš od sistema na tak način, da enostavno nisi več pripravljen podpirati tega sranja na tak način, kakor so si ga zamislili, kajti tudi oni ne podpirajo nas, tako kot govorijo. Oni dejansko nam nasuvajo neke virtualne razlage o tem, kaj da so. Ne govorim zdaj o vladah in o sistemu, kako je sistem nepogrešljiv za človeka, ne? Pa to daleč od tega, da bi bilo res. Jaz bi sem želel, da bi mi to globalno in generalno noter v sebi zaznali, začutili in rekli, da fuck, stari, tole pa res nima v mojem življenju več kaj delati. Kaj bom naredil? Ne vem. Jaz vem, da sem 2 leti nazaj, večkrat sem vam že rekel, se znajdu v eni večji točki preboja, kjer sem rekel, pa jaz vam bom dal zdaj pa mater jebat. Kako? Jaz takrat nisem imel nobenega odgovora. Nobenega. Jaz sem vedel, da ne dopuščam tega nič več. Tega. Česa? Masakrancije, konkretne mahinacije in manipulacije nad mano. Jaz kot človek, tak, ko sem se rodil, zdaj na to nimam vpliva. Ampak v meni je nekaj, kar so hoteli zaterati. Jaz sem si razlagal, pa bom tudi zdaj to razlagal, kar obdržal, da ne bom šel predaleč naprej, da sem empat. In empatijo je bilo treba v meni zbiti. Treba je bilo empatijo nekako spraviti v točko, da ne bi slučajno jaz začutil, kdo sem. Da sem jaz človek z veliko več, kot mi probajo dopovedati. In od dneva 1 so mene, pa marsikoga izmed vas, targetirali in načrtno imeli v konfuziji. Na nek način je Satan preko ljudi vplival na vas, na nas, name zagotovo in preko ljudi, ki smo jih imeli radi, preko ljudi, ki smo jim zaupali, preko koncev naših najožjih družinskih članov, je ta satanizem ustvarjal nam v glavi zmedo. Meni v življenju so dali marsikatero razlago, da ja, tako je, sprejmi, ja, življenje tako je, nimaš kaj, ne? Ampak logično meni to ni bilo. Meni to logično ni bilo in nikoli nisem dobil zares prave razlage, zakaj je nekaj tako, kot je. Meni je bilo samo čudno. Zdaj pa, ker sem se jaz fejst poglobil v sebe, v okolico, v situacije, mislim, da je to zaznata, ne? Sem ugotovil, da je bilo vse načrtna igra in dejansko, dobesedno je bilo moje življenje kot Truman Show. Zdaj, Truman Show, film ni bil narejen zaradi tega, ker bi nekdo mojo situacijo gledal, ampak zaradi tega, ker je to identična situacija vsem empatom, torej vsem božjim otrokom, ki smo obdržali moč in moč. Obdržali smo vero in prepričanje v to, da je moralno prav. Če je etično in moralno, je prav.
Nismo se predali in prodali silam, kjer bi lahko delali proti sebi, proti svoji morali, svoji etiki, svoji srčnosti in smo delovali iz vzgiba in iz naslova ljubezni do danes. Jaz sem mislil, da so vsi ljudje taki, kot sem jaz, pa očitno temu ni tako, nič očitno je jasno, da ne. In zdaj, danes, glih današnjem je taka dobra preletela. Something is right or wrong. Ne? Torej, nekaj je right, je prav, wrong je narobe. Prav ali pa narobe. Ampak right pomeni tudi desna. Ne? Če je nekaj na desni, je nekaj na levi. In nekateri so sedeli na... Nekdo sedi na očetovi desnici in nekdo sedi na očetovi levici. To je zapis v Bibliji. Kako si ga interpretiraš? Da fizično sedi na tvoji levi, pa na tvoji, da ti sediš njemu na njegovi desni, pa na levi strani? Ne. Sediš na tisti strani, ki je prav, ali pa sediš na tisti strani, ki je narobe. Okay? Ne left or right. Gre za right or wrong. Torej gre za levo, desno, se pri nas drugače prevaja, probam vam pripeljati bližje. In tudi pri nas ne moramo govoriti o levici in desnici očetovi, ampak o prav in na narobe. In tako se svet bo razdelil in se že ločuje konkretno. Zdaj, kdor ne zazna, jaz žal ne morem več kaj povedati, ampak svet se ločuje na ljudi, ki delujemo prav in na tiste, ki so delovali narobe. Ja, tistim, ki so delovali narobe, se ne piše dobra. Ne? Večno trpljenje in ogenj. Ne? To je v Bibliji piše. Jaz bi želel vsem vse dobro, ampak ne bo šlo zaradi tega, ker nimamo opravka z dobrimi ljudmi. Ne? Imamo z ljudmi, ki so bili proti ljudem. Vse smo včeraj rekli, včeraj že večkrat, gre za drugo raso, moramo zastopati, da imamo opravka z neljudmi oziroma ljudmi, ki so prevzeli funkcijo oziroma delovanje neljudi, torej nepravilnosti. In vsa ta zakonodaja in vsa, dajmo reči kar na grobo, zakonodaja je spisana, da tistim, ki delajo narobe, nekako krije hrbet in istočasno kaznuje te, ki delamo prav, vendar naša življenjska pot je, da se učimo iz lastnih napak. Napake delamo vsi in ker se iz njih učimo in oni so vedno lovili napake in nas na napakah kaznovali. Zdaj, to je ena taka dobra psihološka vojna. Zdaj, kdor še verjame na trike s kartami, na njega absolutno sistemska psihologija ima vpliv. In sem prepričan, da mnogi ne zastopijo, da je program uma, torej držanje nekoga v strahu, v nizkih vibracijah, kolektivno in sistemska reč in iz tega programa je treba izskočiti, treba je izstopati. Zdaj, kako so ljudi držali v ta program? Preko pogojevanja, če boš to, boš uno, če ne boš to, pol boš uno, preko ustrahovanje in pogojevanje za moje pojme, ker izhodiščno zaradi tega je, če hočeš narediti korak naprej, rabiš pogum, da preideš strah. Zdaj, strah je, smo rekli, nekaj virtualnega, torej konstrukt v lastni glavi, bojimo se stvari, ki v bistvu se jih ne bi smeli bati, ker ta sistem načeloma samo grozi. Zdaj bom vzel samo en primer. Jeseni bo obvezno cepljenje in zapiranje države, nje. To so nam težili katerega leta, 21 ali 22, ne? Od tega se ni zgodilo nič. Zdaj pa nam bodo iz vrha vrgli ne vem kaj, pa bomo vsi zastrupljeni, pa bomo ptičja gripa, pa bo nezaustavljiv virus, ne? In nič se ne zgodi, a ne? Torej gre za ustrahovanje brez osnove. Zaradi tega, ker satanistični sistem, ustroj in matrica hudo škripa in hudo razpada. Zdaj, da so oni imeli plane nas frderbati, to pa kar drži. Ampak nekako moramo dohvatiti, da smo, vsaj jaz sem recimo dokaz, da nam nič ne morejo. Mi lahko govorimo čez satanistični sistem in ustroj, ker to drži. In ni več nekega ustroja, ki bi nam
uspel nas, bom rekel, ustaviti, ki bi nas uspel utišati. Ne da se nas utišati več. In bolj prav bi bilo, da bi vsak izmed nas se bolj angažiral pri tem, da širi resnico in spoznanja. Ne? Okay. Zdaj, kako širiti te stvari, imamo pa več pristopov. Zdaj, jaz sam sem pred časom že sprejel pri sebi neko odločitev, da ne bom delil vsebin, ki so negativne, ki v bistvu ustvarjajo v nas stisko, ki v nas ustvarjajo strah, ki v nas ustvarjajo neprijetne občutke, grozne stvari, ki jih je ta nečloveška rasa ustvarjala. Mislim, tleka, da mi bo helikopter pristal. Vse mogoče mi pa bo. Grozen šunder, se opravičujem. Da video snemam, ampak glih zdaj je prišel največji traktor kosit ob cesti, a ne, da bo lepa preglednost. Zdaj se je ustavil še celo pred bajto in brenči s svojimi, ne, Marija, mašine dvigamo v nebo, ne. No, oni so s temi mašinami nam res delali šunder, noise, kaos, darmar, samo da ni miru, ne? Poznate. Ok, skratka, oni so nas... pa sem jo že imel? Kje sem ostal z mislijo? Odločil sem se, da ne bom delil negativnih vsebin. Pa boste rekli, pa sem to ni realnost. Ja, dragi moji, pravzaprav do današnjega dneva bi vsak lahko že vedel kaj o adrenokromu, a ne? Vsak bi že lahko kaj vedel o pedofiliji, a ne? In vsak bi lahko že kaj vedel o grozodejstvih, ki so jih počeli nam, kaj mi dela tehnologija v moji glavi, ušesa, okolica, vse mi šumi, ko bi vi vedeli, kaj mi je defokus. Bom prišel še do tega kasneje. Skratka, nekako sem se odločil, da bom delil pozitivne vsebine in pozitivne informacije zaradi tega, ker je to edini izhod. Nas so v negativi držali ves čas. To je delala propaganda, grozno slabo, kaj bo... Pomislite, kaj so mediji 5-10 let nazaj, recimo to, ko imamo spomina. Sama negativnost, izključno sama negativnost, šokantno, škandalozno in ne vem kaj, ne? Zdaj ne vem, zdaj so najdli v Zeitungu, kako enega fanta, ki je zaklal mamo, ker je bil psihični pacient, tak je bil že prej začuvata, ne? Ampak ker ne morajo nič, dok se nekaj ne zgodi, polka se pa zgodi, pa glej ga zlomka, polni Zeitungi tega fanta, ki je verjetno že prej imel motne, pitaj mater, kaj se mu je dogajalo. Ampak to je vse, treba postaviti na veliki zvon, ni pa nič narobe v farmaciji, ni nič narobe v medicini in sodstvo ni videlo nikjer nobene napake, a ne, vse je po super redu, tudi organi pregona ne zaznajo nobene napake v delovanju svojih sodelavcev. Ne? Nam je to dovolj jasen pokazatelj, kaj se grejo. Skratka, pozitivne vsebine je tisto, kar vam probam podeliti, kakor duša da, in bi tudi vas rad vzpodbudil, dajte biti pozitivni. Vsaka negativna informacija nas v bistvu zatolče malenkost dol. Naša naloga v teh zadnjih dnevih, zadnji etapi, bom raje tako rekel, prehoda se od nas zahteva, da vibriramo visoko, pozitivno, svetlo, da se pred negativo zaščitimo na tak način, da jo ne gledamo, ne spremljamo, ne beremo. Da delimo pozitivo, da beremo pozitivo, da poslušamo pozitivo. Naj si bo glasba, naj si bo sporočil, imate pozitivnih na vseh medijih en kup. Zdaj se mi zdi, da mora biti človek že kar malo, kar fejst se mora poglobiti, da najde kaj negativnega. Vsaj iz svojega socialnega omrežja oziroma profilov, ki jih imam, kjer stvari spremljam, ki nekako sledijo mojim opazovanjem oziroma spremljanjem, jaz negative ne dobim. Če imate vi drugačno izkušnjo, pa mi jo pa zapišite v komentarjih. Ja, prej sem hotel reči o noizu, kaj so nam delali gužvo.
Aha, ok, tudi sem imel tudi to, da bo replika na traktor in na motnje, ki sem jih imel v ušesu, nekaj se telefon povezuje sam. Vsak naš korak višje, k višji zavesti, k višji vibraciji, k povečani svetlobi, k bolj stoični lastni osebni drži. Vsak korak višje sabo prinese močnejše in več temačnih demonskih sil, ki probajo nas overati. Zdaj, mi smo definirali, da prehod ni takole, da gre za journey, gre za potovanje, gre za učenje, gre za sprejemanje, opazovanje, dojemanje, povezovanje, pik med sabo in to ne moreš ti v enem momentu dojeti. Ja, lahko se ti zgodi generalni preboj, preletiti 5 puzelj, pa jih moraš pa sestavljati, pa ugibati, kam pašejo. Skratka, v vsakem levelu je teh demonskih sil, ki probajo nas vršiti iz tera, ki nas probajo zamajati v naši veri vase, da ne bo zdaj kdo v religijo mešal, ki nas probajo skreniti iz poti, ki jo imamo. Zdaj, jaz sem vam večkrat že rekel, mene konkretno že en čas, sej ne morajo me ugasniti, sej ne morajo zdaj cenzure priti pa ne vem kaj, ampak probajo me tlačati dol, algoritmi so narejeni tako, da so me zmanjšali v vidljivosti in vidnosti, naj si bo brisanje ogledov, naj si bo brisanje naročnikov, naj si bo umikanje tam stran daleč, kaj od zadaj, to je vse okej. Probajo priti motnje v glasbi, probajo mi pridati v motnje v tehnologiji, to ni nič tacga, to ni zdaj, da bi rekel, znanstvena fantastika, da bi nekdo rekel, daj tušič, tebi se pa blede, pa kaj ti misliš, da ti v računalnik skačajo? Absolutno ja, se imajo vse moje passworde, se imajo vse, tudi od vas, da ne bo pomote. Hočem reči, teh motilcev, bolj ka svet te več je motilcev, več je teh demonov, ki probajo zaščititi matrico, da ne bi bila prepoznana. Pa vendar, matrica je prepoznana in to je tista resnica, ki prihaja na plano. Zdaj mnogi ljudje iščejo resnico, ja, kdaj bo prišla. Resnica prihaja. Resnico je treba samo gledati, pa spremljati, pa ukomponirati v svoje življenje, kje se ti sam znajdeš in vidiš, v kakšni si svoji moči, kakšne so tvoje tendence, kakšni so tvoji nameni, kakšna je tvoja pravzaprav misija, poiskati svojo misijo. Predvsem bi še enkrat vam podal, dajte biti pozorni na to, kaj imate radi. Nekdo je zadnjič rekel, pomislite, kaj radi jeste. Že tle ste ful na dobri poti. Pa jaz, če pomislim nazaj, je bilo dostkrat, kaj boš jedel, kaj bi jedel, tako, je bilo, kar češ nared. Pa tudi, da ne bom zdaj svoje situacije vlekel, poznate, nared kar češ, nekaj ne bo. To pomeni, da človek nima niti osnovne predstave, kaj bi jedel. Ne maram tega, pa ne maram unga. Aha, vidiš, na kaj je fokus na kaj ne maram. Zato je mogoče, da začnete pri hrani, kaj imam rad. Kaj rad jem, kaj rad pijem, kam rad grem, kaj rad gledam, kaj rad poslušam. Vse te stvari mora človek pri sebi definirati, da sploh zastopi, kaj pomeni imeti rad. Mnogi izmed nas smo bili tako daleč pritiskani, da sploh nismo mogli več razbrati, kaj imamo radi. Ker smo se ves čas borili s stvarmi, pa dej, pa to mi gre na živce, pa ono mi gre na pa ovo. Hočem reči, dejte pozitivo užgati in iz negative se dejte, prosim, lepo prosim skipati, ker vidim, opazujem, pravzaprav žalostno, da v zadnjih 2 letih kar aktivno spremljam sebe in ljudi, ki prihajajo in odhajajo, da v bistvu nekega strašnega napredka, kakor sem si ga nekako predstavljal ali pa upal, da smo na tej poti, ni, da ne bo pomote. Nismo mi toliko daleč, kakor bi človek mislil. Zgleda, da ipak čakamo končni udarc, ki bo mogel marsikoga prizemljiti, da bomo šli mi od čistega začetka. Zdaj, kdor ne upošteva teh, bom rekel, nasvetov, ki jih dam, se jih sam prepošljem, načeloma pod soncem ni prav nič novega,
ker vse že je in bilo in je. Zdaj sem z mojimi besedami to povedano. Nekako iztlej izhajamo, vsi smo enako vabljeni, vsi smo enako nekako poklicani. Zdaj sem, kdo se odzove. Po drugi strani, jaz sem mislil, da bom s svojim jezikom slovenskim, mogoče kakšnega, ki ne zna angleško, pa ne zna najdeti vsebin na nekih drugih portalih in kanalih, da bom mogoče na tak način se znajdu pa rekel, aha, ja, sej se nas je nekaj najdlo, ne, ampak jaz sem le pričakoval večje število. Kljub vsemu, zgleda, da še zmeri mnogo ljudi pač ne vidi izhoda, pač tako je in kaj pa češ, sej en sam nič ne more. En sam mora. En sam mora, ker temu enemu se lahko pridruži še kdo. Ne, če pa sam čakamo iza fogla, pa ne bo nič. Zdaj, ne vem, katerič bom ponovil, jaz teh stvari ne počnem zaradi tega, ker bi jaz rabil kaj več vedeti, ne? Ampak zaradi tega, da bi pomagal ljudem bolj razumeti. Ne? Hočem reči, koliko je pomembno ljudem dajati. Ne? In ta svet je noro potreben in lačen ljudi, ki dajejo vzpodbudo. Cel svet je natrpan z negativizmom, da nas tišči dol. Ne? Treba bo to odrezati. Ali vse prihaja, škoda, ker se ne čistimo malo hitrejši. Skratka, ne leva, desna, ampak prav pa narobe. Na te stvari bodite mičkam pozorni v življenju, se ne bomo delili na leve pa desne, ampak na tiste, ki delamo prav, pa na tiste, ki so in delajo narobe. Vsi vemo, kaj je prav. Ne? Noben človek se ni rodil z namenom, da bi kogarkoli ubil. Ne? Zdaj bi mogli mogoče izobraževalni pa propagandni sistem vprašati, kje se je stvar zalomila, a ne? Da je potreba po ubijanju se v ljudeh zgodila. In tukaj smo zato, da ljubimo, ne da ubijamo, a je prav. In vsi vemo, da ubijati ni prav. Pa, kaj pa češ, to je moja služba, je rekel Rabel, pa je spustil skero, ne? Ne vem, jaz jo ne bi mogel, ga ni denarja. Ga ni bilo denarja na Pop TV-ju, da bi pomagal poročila lagati naprej. Ko sem jaz dohvatil, da pomagam lagati, da se sliši laž zaradi tega, ker jaz pomagam, sem rekel hvala lepa. Ne rabim ne denarja, ne te pozicije več, pa je bilo to meni tata mata. Jaz sem najbolj užival za mešalnimi mizami in dajal svoj zvok, svoj produkt med ljudi. Ne? Jaz sem blazno užival, zame je bilo to vrh tehnologije, in glasba in zvok in kup stvari, v katerih sem užival. No, pa sem se jim odpovedal, ker sem zaznal, da delam ljudem narobe, pomagam deliti laž. No, in to je bilo meni zelo pomembno. In tako bi mogel vsak nekako nagruntati, ja, grem v službo, kaj pa čem, jebi ga, moram teličke klati. Ne, jaz žal bi tako službo pustil in srčno upam, da se zgodi neka situacija, kjer bo ljudem nemogoče več kogarkoli ubiti. To si srčno želim. Ja, zadnja etapa, sem rekel. Ja, smo v zadnji etapi, kjer se od nas zahteva, da vibriramo visoko, da smo močni, da smo stoični. Zdaj lahko si naredite svojo zaščito vizualno, da si naredite pred sabo nek balon, lahko pa se samo zavedate, da je možnost napada demonskih oziroma temačnih sil veliko večja, kot je bila. Večja zaradi tega, ker išče, kje vas bi lahko. Tema pač želi s sabo potegniti čim več duš, narediti čim več škode in to smo zdaj priča temu. Zdaj na eni strani. Na drugi strani pa pri sebi opažam, se mnogi ljudje že umikajo, ker se bojijo, da bodo prepoznani ali pa so prepoznani, medtem ko nekateri še predrzno pridejo blizu pod pretvezo z raznimi triki. Dragi moji, jaz imam na dnevni bazi vsaj 5 kontaktov, 5 situacij, ko nekdo skuša mene nekam zvabiti. Res vam povem, in se zelo vzdržujem, ker
vem, kaj je namen. Namen je mene defokusirati. Že tako težko sestavim v eno oddajo, ki bi imela rep pa glavo. Ne, se vsega je prav. Skratka, mogoče še ta, zakaj bi sploh želeli napredovati. Zakaj bi človek želel delovati na duhovnem nivoju? Zakaj bi človek hotel iti čez te strahove, preiti nekaj narediti na sebi? No, bom tako rekel. Prvo, kar je to, da se znebimo tesnobe, da si stvari razjasnimo, da nismo v konfuziji, da nismo v zmedi, kaosu, večnem hitenju in nerazumevanju nečesa. Zato, da iz verovanja v nekaj, da je pač kugla, preidemo na mičken dejstvo, pa mičken razštudiramo. Zdaj, naši možgani so bili programirani pa okrnjeni. Zaradi tega je zelo pomembno, da mi naše možgančke treniramo. Jaz vam jih probam nasud teh treningov kar nekaj v kontekstu, da lomimo besede, da iščemo, danes imamo leva, desna, left or right, right or wrong, ne? Da o tem razmišljaš, pa rečeš, dio bono, če greš celo sveto pismo zdaj brati od začetka, dobiš čist drugačno sliko, levica pa desnica, ampak ni to je takoj politika vzela levico pa desnico, gre se pa za to, da je neki prav pa da je neki narobe, oziroma vsi vemo, kaj je prav, pa ljudje načrtno delajo narobe, pa grejo pa grehe odkupati in poplačati in tako. Jaz bom zdaj začel odpustke prodajati, ne. Se mi zdi, da to je precej dobičkonosna stvar, glede na to, koliko ljudi vidim, da je v grehu, ne. Moram se še izumiti, kaj bom dal, ne. Rekel, evo, to je odpustek, držiš baterijo takole in držiš 15 minut na dan in bodo grehi čaržali baterijo, tako da boš tako lučka svetila. Možgančke treba trenirati. Odkar sem jaz stopil na svojo pot duhovnosti, čist za zares, ko sem pustil sistem od zadnji in sem rekel, zdaj pa dost, zdaj pa tle je treba nekaj razštudirati. Takrat sem začel študirati, mlet, povezovati pike med sabo, bolj, ko sem jih povezoval, bolj jih znam povezovati zdaj in garantiram vam, da sem zdaj v možganski kapaciteti zagotovo večji hrust, kot sem bil. V razumevanju stvari sem napredoval in kar je najbolj pomembno, moja čustvena stabilnost je hrast. Mene čustveno ne moreš več ziritirati, mene se ne da užaliti, mene se ne da prizadeti. Tako kot so se trudili in borili, če bi se dal bolj, bi se bolj, pa ni šlo. To je njihov nivo je izpolnjen in na vse njihove pritiske, valjda čustvene, da bi ja čustveno zamajan bil, vse, kar so imeli arzenala, so ponucali. Tako da to je to. In zdaj jaz sem čustveno iznad tega. In zdaj nam pa nič ne morajo, meni ne. In jaz bi si želel, da tudi vam nič ne morajo, da splezate iz tega ven, preidete. To sranje, ki so vam ga nakuhali, pa ste si dali vi v glavo, namesto da bi trenirali svoje možgančke, da bi bila kapaciteta njihova večja, v bistvu so vam jih napolnili z nekimi zamerami, da je za zmeraj neka zamera, da melješ o tem in onem, da te stiska v trebuhu zaradi tega, ker te je nekdo zapustil, nekdo te je prizadel, nekdo te je prevaral, nekdo te je izkoristil, nekdo te je okrog prinesel. Zdaj te stvari mi moramo flikati čez ramo, ker če jih ne, pol mi čustveno narastemo, ampak dol lezemo, mi pa teh težkih bremen in težkih čustev nočemo imeti, da ne, mislim, da ne bo pomote. A veste, ko se jaz razpizdim, meni je jasno, zakaj so mi dostikrat rekli, Turšič, ne se jeziti, zaradi tega, ker to je božji bes. To je taka sila, ki je nam dana samo za povohati, koliko je to velika sila. S kakšno silo se igrajo negativci, Gre za surovo moč. Ampak Ata naš ni dal nam te moči za to, da bomo mi destruktivni. To je tma delala iz nas, destruktivnost. Mi smo tukaj zato, da kreiramo.
kreiramo od kje? Iz domišljije, iz nekih vizij, ne iz televizije. Ne? Zdaj, vsaka vsebina, ki jo spremljate, bi vam mogla biti mogoče pomagalo ali pa iztočnica za lastno kreacijo vizije. Ne? Zdaj, a veste, avto serije te in te so vsi enaki. Ne? Meni so všeč ljudje, ki čoperje delajo, ki delajo motorje. Tako. Dva nista glih, ali Harley, ali čoperi, kaj so že Harley. Ne? Dva nista glih, ker gre za domišljijo, gre za kreativo in to je v nas. In mi moramo to skušati nucati čim bolj. Manj, ko nucamo, bolj stvari okrnijo. Enkrat sem že dal primer, če bi si roko takole zvezal, pa jo imel 2 meseca zvezano, ta roka bi okrnela. In ko bi jo odvezal, ta roka je mehka, neuporabna in tako. In enako je z našimi možgani, enako je z našo domišljijo, enako je z našim pogumom, enako je z našimi mentalnimi stvarmi znotraj nas. Zaradi tega je treba nucati in treba je nucati čustveno inteligenco, vsekakor pa ne biti v tem zaciklan. Biti moramo pretočni in prav je, da pretakamo življenjsko energijo. Največja sila v vesolju, največja življenjska sila je ljubezen in mi jo čutimo na način, da nekaj delamo radi. Mislim, jaz gledam moje psice, mislim, one delajo tisto, kar delajo rade. Tisto, kar ne marajo početi, ne delajo. No go, ne bo šlo. Mislim, moram biti zelo, zelo oster, da reče, ok, zdaj pa zgledamo, te res hoče, da se nekaj zgodi. Ne? Ampak če njim ni pogodu, potem tega ne storijo. To je tisto, kaj bi mogli mi v sebi razumeti in dajte prosim o tem, kaj kontemplirati. Ljubezen je sila, ki nas rine. Ne ljudje, satanistična matrica je točno to silo ubijala, da je lahko nad nami vladala. Sicer bi mi zrastli. Zrastli smo in bomo, jaz zase vem, da sem, zrastel nad njihove ukane, nad njihove trike in to zdaj, jaz sem vam razlagal, ko priješ na srčno čakro, takrat si zaščiten strani vesolja. Ja, ali pa ne, nima veze. Nič ti ne morejo, ne dosegajo te, ne morejo te ugrizniti, ne morejo te potegniti več dol. In želim vam, da vsi splezate nad nivo, kjer bi bili dosegljivi. Kar pomeni, če te nekdo skuša užaliti, če si ti užaljen, to pomeni, da še nimaš poštimanih stvari pri sebi. Po drugi strani, pa če te nekdo skuša užaliti, veš, da imaš opravka z nekom, ki nima dobrih namenov. Če mu bi ustrajal v bližini tacga človeka, ja, ne vem, ne? Vsak zase bo vedel, kaj je želja. Prav bom vam prebral, če vam dati še, vam dam še slikice, ker sem res dobre slikice pripravil. Pa pejmo. Včasih se vprašam, a ta svet vodijo zelo pametni ljudje, ki nas zajebavajo, ali pa horda kretenov, ki mislijo zares. Jaz priznam, da sem se o tem spraševal, kaj je zdaj, kaj so politiki zabiti, so neumni, pa mislijo to, kar počnejo, čisto zares, ali so oni ful pametni in to načrtno počnejo, kar počnejo. No in valjda sem pogruntal, da niso glih pametni, polni so trikov, imajo pa eno drugo lastnost, na katero nisem računal, da so polni zlobe, zlonamernosti. In to je tisto, kar jih identificira, da so zlobni in pretkani in nas so načrtno vodili v genocid. Kdor tega ne vidi, žal, mu ni več pomoči. Tale knjigica pravi, da sem se vidim v tem zapisu, kako se pretvarjati, da sem dovolj indoktriniran, da bi se nekako asociiral z večino, z družbo, da bi jaz nekako pašel v to družbo, da bi se ne počutil zdaj grozno poseben kot črna ovca.
Ne bom se nič. How to pretend, ja, kako se obnašati, ja. Zdaj, jaz dostakrat se moram obnašati, kada sem čist navaden, kada jaz glih tako nič ne razumem, kot oni, ker to je pol zame lažje, pa prej sem frej, ne. Ker svojega sveta ovci ne moreš dopovedati, brez veze in pol pa zgubljam energijo, pa se pol pa tudi jaz malo vremenu menim, tok da kofe do konca spijem, pol pa grem. Tale zapis pravi, delaj kar češ na svetu, delaj stvari glih kar češ, samo ne prizadeni živih biti. Ne, tle pravi ljudi, nobenega ne smeš prizadeti, ne psa, ne muce, ne ptička, ne drevesa, ne ljudi. A ne? Kdor ima to tendenco, vam garantiram, bo odstranjen. Zagotovo. To je zdaj pa prihajamo na, ko bo meč resnice vsekel in bo resnično nekdo sedel na desnici očetovi, nekdo pa na levici očetovi. Na desnica pomeni right, pomeni prav. Tiste, ki pa delajo narobe, so pa na levici. Wrong, narobe. In te čaka ogenj. Ja, jaz sem pezdeta simbolično zakuril, pa ne kar zato, ker nimam kaj delati v življenju. Z nekim višjim namenom. Ja, in ljudje, ki niso pristni, morajo ves čas delati, da je njihov imidž, ne? Ljudje, ki smo pristni, taki, ki smo, nas boli kiki, kako nas drugi vidijo. Prav res, ker vem, da ljudi nočem prizadeti in jih ne, pridemo do ene druge slikce, ki v bistvu bo zdaj negirala to, tudi jaz prizadanjem ljudi, moje besede ljudi prizadanejo, ampak to niso moje besede, ampak umazana vest, ki jo ljudje nosijo. In zdaj ljudje v bistvu mene ne marajo, ker v bistvu sem nekaj povedal, vest imajo slabo pa sami, ne? Jaz nimam z umazanjem z grehi drugih nič, ne? Če jih pa osvetlim, to je pa zdaj sem pa jaz problem. To pa zdaj prihaja na uno točko pronađi žrtvo in ponizije, ne? A veš, nekdo reče, ja, to pa mene bolijo tvoje besede, ne, ti si kriv, ne, za mojo bolečino, pa ni res, ne, nisem jaz kriv za bolečino. Če imaš ti kosmato vest, ne vem, 10 let nazaj, ker si nekaj grdega naredil, pa sem zdaj jaz to osvetlil, ne moreš mene kriviti. Don't kill the messenger, ne smeš ubiti glasnika in svetilnika, a ne, bože. Ja, ta se mi je zdela tudi zelo dobra, nikoli se ne bi naučil voziti kolesa, ali pa plavati, ali pa hoditi, če vas človek, ki ste mu neskončno zaupali, ne bi spustil, da greste sami naprej. To morate razumeti. In iz tega moramo iti na nivo višje. Univerzum, pravzaprav svet je poln učiteljev. Kamorkoli se boste obrnili ali pa se obrnete, lahko najdete dober nasvet za svoje življenje in tako. Vendar, vsi poznamo, da lahko vam vsak učitelj pokaže vrata. Skozi boste mogli stopiti sami. Lahko vas pelje učitelj za roko do vrat, pol vas bo treba pa spustiti, ker boste mogli sami. V filmu z naslovom Koliba je to lepo prikazano in zdaj v teh korakih pač človek more pustiti strah za sabo in iti. Ni narejeno, da umrete, bolj je hudo, da umiramo zdaj, smo umirali na obroke, to je bilo bolj grozno, kakor pa stopati sam na pot k sebi, k samemu sebi. Ja, in to je to, ne. Dokler si v čevljih z drugimi, z množico, ne sledi množici, množica je izgubljena do amena, sezuje čevlje in vozi svojim putem, gol in bos. Golgota, Mongoli. Tako da bo treba sleči vse maske, vse čevlje in vsa oblačila in iti bos na svojo pot. To je edina prava pot. In ljubav, če nas jednog dana voditi. Ljubezen je tista, ki nas lahko in mora voditi. Ne pa pajaci, ki nas vodijo kam? V klavnico. In to je ta, ti čevlji kažejo smer, to je direkt v klavnico in to smo bili deležni med korono. Se so nam pokazali, kaj imajo idejo. Ampak niso jo speljali. No in evo, to je tudi ena izmed dobrih del dela na sebi je to, da se spomnite, kdo ste, kadar ste iritirani. Kadar vas nekdo ziritira,
to pomeni, da imate tam še nekaj za narediti, ker ziritiral vas je iz svojega vzgiba, da bi vas čustveno prizadel. Ker ste čustveno ranljivi, pomeni, da imate tam rano. Dokler imate rane, niste ozdravljeni, zato se temu reče healing, zdravljenje. In bodite pozorni, vas ne sme noben prizadeti. Dokler ste prizadeti, potem niste ozdravljeni. In tam, kjer ste prizadeti, tam morate razdelati v kontekstu, da nekdo vas želi prizadeti, sami pri sebi pa morate razdelati, da za njihove stvari niste krivi vi. Okay? Ampak sej to je samo pokazatelj. Ne? Tam, kjer vas probajo pičati, tam to je samo pokazatelj, ki imate še za porihtati stvari. Pa to ne pomeni zdaj, da morate pa, ne vem, mleti v glavi. Reči, aha, tlele me ne bo nikoli več noben. Ker tam mi zamajamo, kadar smo čustveno ranjeni, v sebi vibracijsko pademo. To pa nočemo. Drži? Drži. Ja, razbiti bo treba matrico, zaradi tega, ker nikoli ni bila narejena za to, da bi kdorkoli izmed nas zmagal ali pa bil znotraj matrice uspešen. Zaradi tega je treba razbiti vsa pravila in poiskati svojo lastno pot. Evo, tako sem vas takoj v začetku oddaje malo pičil, dobro jutro v ponedeljek v matrico nazaj. Ne? Ja, svojo pot iz matrice je treba poiskati. Jaz sem jo, a je dokončna? Ne, jo pa rinem, potko svojo in ne grem nikoli več nazaj v matrico, never again. Ja, še to je Erasmus napisal 500 let nazaj, ne, da manj, ko je človek talentiran, več ima nekega ponosa in arogance. Vsi ti bedaki, se temu reče, kakorkoli, zmer najdejo še večje bedake, ki jim aplaudirajo, na njihov ponos jim aplaudirajo. Politika, to je folk je ploskal v politiki, stari. Pa mislim, kaj pa zvezde fuzbala, kaj pa glasbene zvezde satanističnega sveta. Mislim, kdo lahko ploska na modni reviji, kjer je, mislim, če to modna revija, pa tudi Via Vaja, kdo sploh tem pa to niso nobeni vzumi, to je kretenoizma, vrh debilane in nekdo temu ploska. Ja, za moje pojme cela dvorana za klient pa noter jim dati malo, ni na nana. Ne, že grdo razmišljam. Ne, hočem sem reči, da je svet poln norcev, bedakov, netalentiranih uničevalcev, torej unih nekih stvorov, ki nima nič v glavi, ne? Kako sem že rekel, goblini. To so goblini. Če ne veste, kdo so goblini, pa si malo pogledajte. Remember, the right person can't show up at the wrong time. Zapomnite si, da prava oseba se vam ne more v življenju pojaviti v napačnem času. Kar pomeni, da se pravi ljudje vedno pojavijo ob vas v pravem času, zato da vas nekaj naučijo, zato da vam nekaj razjasnijo, zato da vam odprejo nove obzorja. Ja? Ob pravem času pridejo. Midva Sabino prava, če bi se 20 let nazaj srečala. Ne, ni bilo takrat, zdaj je cajt. Tako da vse prav. Stop insisting to clearing your head. Nehajte imeti tendenco, da očistite svojo glavo. Charles Bukowski pravi, očistite fucking vaše srce. Bodite brezmadežni. Pomeni, da delajte prav. To pomeni, da delate tisto, kar v srcu čutite, da je prav. Če je narobe, pol delate greh in delate packo na srcu. In te packe se da vse spucati. Sam je treba nehati nadaljevati z delovanjem. To je tisto, kar probam ljudi opozoriti in pripeljati ven iz govna, kamor so se pač dali. Ja, to je ena taka alegorija. Plato je rekel, to nisem jaz rekel, to je rekel Sokrat, ne? Zdaj, doskrat, tudi v Bibliji piše, kadar ni treba sami sebe izpostavljati, mene dejte vnaprej, je rekel počas Jezus, ne? Jaz doskrat pravim, nisem to jaz rekel, to je stric zapel, a ne? To tam piše. Ni treba, da sami nekoga, kogarkoli prepričujete s svojimi lastnimi besedami, ker itak ste vi vredni nič, pa jaz tudi, ampak če je pa Sokrat rekel, pol pa ja, ne?
in Plato se je zgovarjal na Sokrata. Mi se lahko pa naslonimo na oba. In na Jezusa, in na Freddija Mercuryja, in na njih mnogo. Tako da nekako to je ta alegorija. Ni treba, da ste za vse vi frontna linija. Vedno se lahko zgovarjate na Iztoka Mlakarja, ki je rekel: alo, gospod sodnik, eno je človek in drugo je mona. Pika. No, in to ni izmišljotina. Eno je človek, drugo je narcis. To sta dve različni vrsti. Človek mona narata se tak že rodi. Kaj zdaj? Ne, mislim... Ogromno je stvari, ki se jih da povezovati med sabo in želim, da povezujete, ker tako hitrite svoje možgančke. Zdaj tudi ta, da bi svet le nekako obrnil glavo v pravo smer, moramo si razjasniti, da stroka kot taka se ni nič zmotila, ampak je načrtno lagala. In tukaj je bistvena razlika. In prav je, da razumemo, da se politika ni nič zmotila, da se sodniki nič ne zmotijo, a ne? In tudi policija se nič ne zmoti, ampak načrtno dela narobe. Torej, ljudje načrtno govorijo neresnice, torej lažejo in načrtno delajo napake, ampak to ni res. Mislim, res je. Načrtno delajo napake, pol pa pravijo, ja, smo se zmotili. Ne. Za vsako zmoto je potrebno neka sankcija, da se človek ne moti, a ne? Če je omejitev 30, pa se peleš 50, a rečeš, joj, nisem videl, pa polke nuca. Ne, za nas ne, za njih pa krkava vse nuca. Tako da tle bi nekako želel, da včerajšnji video z naslovom ostavka, moramo razumeti, da je treba te ljudi odpičiti, nimajo kaj delati z nami. Prav, ker nismo mi njihovi lastniki. Ne? Mi smo njim oblast predali, sicer ne vem zakaj, ampak jaz imam oblast nad sabo sam, pa tudi ti omej. Ja, in bodimo potrpežljivi. To je ena izmed stvari, biti potrpežljiv med tem, ko postajaš nekaj, kar nisi bil nikoli poprej in seveda se ne poznaš, zaradi tega ne veš, kdo si, kaj si in postajamo, rastemo v nekaj veličastnega. Jaz te stvari pri sebi občutam in na momente se tega zavedam, bolj na neke momente malo manj. Vsi imamo vplive okolice, zato je zelo pomembno, da so ti vplivi čim manjši. Ne? Oziroma, če že na kakršenkoli vpliva okolica na vas, ne vpliva pozitivno in sami izberete, koga imate v bližini. Ja, in če me sovražaš, me dej sovražati sam, ne? To jaz nimam nič proti temu, če me ljudje sovražijo. Sej je vse v redu, ne? Sej sovražijo me zaradi tega, ker govorim resnico, ne? Zaradi tega, ker sem jim kaj slabega naredil. Verjetno ja. Verjetno sem jim s tem, ko govorim resnico, nekaj slabega naredil, ker oni so pa proti resnici, ne? Torej so za antiresnico, antiživljenje in v bistvu za debelo laž. In mi se ločujemo. Ti ljudje so vas čas govorili, dajmo združiti. Nič se nam združevali, narazen. Ne? Torej, nič nimam proti temu, če me ljudje sovražijo. Bolj je problem, da ta narcistična drhal, kadar te ne more dosežiti, začne od tebi zganjati smear campaign, torej skupinsko blatenje imena in se pravi, nič ni narobe, če me kdo sovraži, ne pa zdaj zaradi tega novačiti drugih ljudi, da me sovražijo. Jaz vam priznam, da opažam, da se ljudje me kar ne marajo, pa jih prvič vidim, ne? Sam meni je to pokazatelj, da nekaj hudo prav delam. Prav za človeštvo, prav za človeka, prav zase. Ne, če za človeštvo, ne vem, ampak zase in za razumevanje ljudi delam prav. Ne? Pa kaj? My country was not discovered, it was invaded. To je zelo pomembno razumeti, da nihče ni odkril Indijancev, ampak Indijanci so bili napadeni in njihova zemlja. Se oni si jo niso lastili, ampak iz te zemlje so bili pregnani, ne? Pa so zelo dobro sodelovali z zemljo. Enako moramo razumeti, da je tudi vsak posameznik je neke vrste svoja zemlja, ni zemlja, domovina, a ne? In v to domovino so se umešavali lažnivci, ne? Vedno, in ker so seveda od tega nekaj imeli. Ne? Jaz mislim, da bomo z Indijanci še kakšno rekli, ker mislim, da nam je to najbližje, ker če razlagamo o Slovanih pa o
o naših, kaj so že bili, poganih, ne bomo dosti dobro razumeli. O kavbojcih pa indijancih pa je kakšen film, verjetno vsak izmed nas si že kdaj ogledal. Evo, tle, ena taka, edini razlog, zakaj verjamete v kuglo, je samo zato, ker ste bili programirani tako. To je v program notar zapičeno, pa ne samo to. Tudi to, da je politika v redu, tudi to, da medicina podaljšuje življenje. Isto smo bili programirani, da je treba nekoga sovražiti in ubijati, to so programi. In te programe je treba deinštalirati, zresetirati, nove Windowse gor, viruse, v tem kontekstu. In evo, ne rabi nihče nobene religije, da bi imel morale. Če ne moreš determinirati, ločiti, kaj je prav od narobe, pol imaš pomanjkanje empatije, ne pa religije. Tako da ta se mi zdi tudi prečudovita. Vse religije padajo zaradi tega, ker ne rabimo religije. Meni ne rabi noben klesati v tablico, da ne laži, ne kradi, ne ubije, ne želi bližnjega žene, ker recimo imamo tudi te primere, da si želijo moje žene. Kaj tacga. Ampak okej, ne rabimo za to religijo, morala je zadost in vsi vemo, kaj je prav in kaj je narobe. Pika. In še tale, naj boli in potem naj gre. Dajte se soočiti s stvarmi, ki vas bolijo, pripeljte jih do konca. Če imate trn v prstu, si trn zapičite nekam, če ga stiš primer, je v redu, če se ga dotakneš, boli, pol da ga už pa ven spulu, pa bolj zaboli, sem pol je mir. K zobobol. Dajte dovolj, da ene stvari zabolijo, v tistem momentu izpuhtijo. Jaz druge razlage nimam in ta slikica pravi isto. Dajte, naj boli. Ko bo nehalo boleti, pomeni, da ste s tem zaključili. Pika. Rana ozdravljena in moramo se ozdraviti. In evo, to pa tista, ki sem jo prej omenil, moje besede koga zabolijo. Ne bolijo moje besede, ampak misli naredijo tako, da tisti, ki me gleda, posluša ali bere, razume, da sem jaz zdaj kriv za to bolečino. Pa ni res, samo osvetljujem z lučko, kaj je prav, pa kaj je narobe in da pred tem se delati, da delaš prav, med tem, ko delaš narobe, ne pelje več in ne bo peljalo in ne sme peljati, ker svet je do zdaj na ta način pripeljal do tukaj, kjer smo, ker v bistvu je sovraštva mnogo, ljubezni premalo, domišljije, vse skupaj in tako naprej. Mi želimo ozdraviti sebe in želimo ozdraviti planet in prav bi bilo, da vsak pridoda svoj košček. 52 minut sem vam vzel časa, se vam opravičujem, ker vam jemljem vaš dragoceni čas in vam nakladam svoje bedarije. Želel bi, da naredite na sebi korake naprej in da delujete iz vzgiba, kaj je prav vsak dan, da se zalotite, kdaj mislite negativno in da te negative ne premlevate, kamoli dio naprej tudi širite. Če morate kaj širite. Ljubezen, optimizem, dobro voljo in pa seveda up v lepši svet. Na pragu smo, zadnja etapa. Črni niso zmagali, nemogoče, beli smo zmagali. Tako je, zdaj gledamo samo še zadnji pokol in želim vam, da v tej etapi, te zadnji, ostanete stoični, trdni, da vas ne bo kdo ranu prizadel, pa vam uničil dneva ali pa tedna. Držite se, zabavite se, ljubljeni smo vsi že ves čas in tako in nič se bati, vse je v redu. Držite se, čau.